Hej! Zdravo, Robert! Zdravo! Kako si? Super! Ja? Ja, Pripravljen? super. Jaz sem čist pripravljen. Ok, povej mi, kaj se kaj dogaja pri tebi? Še eno darilce zate. Najlepša hvala. A je to maska? Ja? In to svilena. A se bom lahko jaz malo preseraval zdaj? Komod. Oh my god, res je svilena. Nisem povedal, da obstajajo svilene maske. No, To vidiš. se moram zdaj probati. A to prav vi delate? Tako ja, naša lastna kolekcija. Čekaj, se lahko pogledam pa? Komod. Ful je lahka in zračna in hladna. Je? Ne, zelo dober feeling. In super. Definitivno bom uporabljal, hvala ti. Kaj delam? A ti lahko povem po resnici, da se mi je zdelo, da bo ta iz januar dlje časa v redu, v smislu, da se ne bo nič dogajalo. Evo ga, pa že imamo na polno delamo. Imamo, ne? Ok, še to mi povej, imamo res to čas, da si ti prišel samo zaradi nas v Maribor? Samo zaradi vas v Maribor. Res pa je, da to zdaj ni taka ekskluziva v smislu, da tega nikoli ne naredim. Jaz sem Mariborčan, pridem časih k mami na govejo župo pa res tam krompir, tako da mi je ta pot zelo domača in se mi tu zdi, da mi je relativno hitro mineno, moram priznati, teh 130 km. Ni mi bil problem, ampak mi ljubim, tako da pridem. Odlično, radi slišimo. Tvoja prva misel, ko si se danes budil? Čist vedno je skoraj ista, res skoraj zmeraj ista, še urco dve, kaj bi dal, da bi lahko predstavil uro, ker to je pač meni nekaj najpomembnejšega na svetu. In najbolj srečen sem takrat, ko lahko dam, jaz imam 6 budilk z različnimi imeni na telefonu in ko lahko zvečer v petek ne naredim tak. Povej nam eno ime budilke. Že zamujaš. Ali pa nisi normalen, si že prepozen, jeba bo. Ok, gremo se premakniti naprej. Kava ali čaj? A ti lahko resnici povem, Povej. ful bi si želel, da bi rekel čaj, ker je kao ful cool, da piješ čaj, pa je ful je zdravo, ampak kava. Ja, verjete. Držim stavo. Čokolada ali kokice? To je eno najlažjih vprašanj mojega življenja, čokolada, valjda. To. Rezultati so tle. A lahko kažemo. A to je kar tle vrlo to. Komod. Povej mi, svilena ali bombažna? Jaz sem socialec pa kmet, moja dva stara sta s Prelkije in sem se želel delala v tam, mi imamo svile, kolegica. To je prva svilena stvar mojega življenja in ti iskreno ne znam povedati. Bi pa rekel, da je najbrž z razlogom draga in če bi jo probal, bi najbrž bral svilo. Zdaj pa nimam sploh med tema dvema za izbirati. No, ko smo že pri svili, imamo še eno presenečenje za te, veš? Evo, izvoli. O, yes. Boš pogledal, kaj je? Piše 100% svila. 100% mulberry silk pillowcase. Pillowcase. To pa je s tem povezano, ne? To ne boš pa lahko pokazal svoje veščine oblačenja. Ja, mater se mi dali zahtevno tehnično nalogo. A ne? A to je tako sploh, ko to ne zna? Ni to tako, da to otroci znajo? Naj bi, ja, ampak ni tok. Ni tok simpel. A je še karkoli, lahko te nekaj vprašam, a je še kakršen drug način, kot da zadeneš v lev ta kot Ja. in potem tole? Obstaja še en način oblačenja, In ja? potem jaz tako 3-krat po eni strani, pa 3-krat po drugi strani in potem na koncu še tako malo spajtlam, ker sem pač najboljčan. Tako, ja, malo potresamo, ne, ja. In potem naredim malo tako. Super. Malo sem OCD-jaz in me nervira, če vogal ni čisto vogala. In pol ga moram tako ven nabrekniti. Tako, To se mogoče zdaj mečka narobe slišalo. Nikakor. Ampak to je moj OCD, to načeloma ljudje mogoče niso taki. Tako da ja. Ja, tole ti je pošlo odlično. To, zdaj lahko še testiraš, ne? Super. Instagram. A se lahko si zunaj, ful mi je čudno biti tu. Komod, lahko. Pa še ena kavica bi ti pasala verjetno, ne? Yes, please. A imate kavo tu? Samo zate. Samo da je ne bom polil po teh čudnih postelinah, v smislu čudnih preveč, oh my god, najlepša hvala. No pa se lahko berem, tu, če bi jo polil. No, tako. Povej mi, Super, hvala, vidim, da me razumeš. Instagram ali TikTok? Instagram. Instagram. Jaz sem ljubitelj Instagrama in živim za njega. By the way, To se je ful lepi žalostno štumpki. Veš kaj, jaz sem malo tudi zato, ker imam določene plavalne obročke okrog bokov, zelo ljubitelj temnih, enobarvnih temnih oblačil, ker se to vse ful elegantno zakrije in potem ugotavljam, da lahko barve pa ful dobro dam na stopala. Veš, malo razbijem Tako je, ni tako monotono, to so ne? dolgočasnost, ne? In potem imajo ljudje generalno občutek, da se nekaj z mano zgodi, čeprav sem dal vse na varno področje nog, ker se nič fukročk ne vidijo. Je tukaj ful udobno. No, to. Najlepši del dneva? Spet bi si zelo rad želel reči, ne, tako bom rekel, najlepši del dneva je jutro,
ampak ga v bistvu sploh zares dobro ne poznam, ker jaz ga pač, če se le da prespim. In tudi, veš kaj je problem, jutra so lepa, ampak če jaz zgodaj zbudim, do 11 rabim, da pridem k sebi. In zato zares ne uživam jutra, čeprav se načeloma v definiciji zavedam, da so lepa. A veš, kot svet se prebuja, kot da se neki življenje dela na novo, sam zares ne uživam v njem. A me razumeš? V bistvu bi želel, da bi se jutro začelo ob 12. Takrat bi bilo jutro moj najljubši do dneva. Ok. Najljubši sodelavc? Moj najljubši sodelavc. Ja, to je tako kočljivo vprašanje zaradi dolgoletnega razmerja z Anjo Ramšak, bi zdaj valjda vsak rekel, da bom rekel Anja Ramšak, ampak moram, na živce mi gre, prav na živce mi gre, da moram to reči, ampak jaz mislim, da Anja Ramšak res moja najljubša sodelavka, hkrati mi pa gre najbolj na živce. Ko se tuči, taj se voli? Ja, to gre nekako skup, ja. Najhujši sodelavc, oziroma najmanj priljubljen? Obstaja? Ne. Lahko pa rečeva, da je, pa več ne dela pri nas. Šteje. Če bi se opisal v 3 besedah, katere bi to bile? To me ful dostikrat vprašajo, pa meni to kar malo težko, ampak Je sigurno veliko beseda, ne? Ja, pa ne mogoče odgovoriti to na neklišejski dolgočasen način, na nedolgočasen način, ker valjda bom rekel komunikativen, ampak to je kao logično, da to si. Zato bi ful rad zraven, ok, komunikativen, rad bi dal zraven še kako, ki mogoče ne bi nekdo na prvi pogled rekel, ja, veš kaj sem jaz, jaz sem zelo predan, ta je tudi mogoče predvidljiva, taka, ki pa nije, jaz sem ful nepotrpežljiv. Ja, nažalost, jaz sem res precej nepotrpežljiv. Rad imam recimo, ne vem, da če se nekaj zgodi, ali pa, ne vem, enkrat nam je zmanjkalo benzina in pač 2 prijateljici sta bili z mano, le jaz sem bil kriv in jo, kaj zdaj, pač, a lahko, pač, in sem zavil desno, in oni vejo, zdaj smo tak fertik, zdaj konc sveta, jaz sem pa vzel telefon v roke, klical, tako nisem servis, gremo, akcija prita in ne bo zrihno. Jaz imam rad, da so narejene stvari, hočem, da je narejen, da mi ljudje na nekaj cincajo. V hipu? Ja, tako. Ok. A se lahko ima tako naredim? Komu, tako kar te najbolj paše? Zakon. Država, ki si jo želiš obiskati? Veš, koliko jih je? Ful afriških držav, Kenijo, Avstralijo, Filipine, veš kam bi šel tudi na Antarktiko. Meni se zdi Antarktika taka eksotična destinacija. Jaz sem tudi relativno rad mraz. Recimo jaz sem človek, ki mu je bolj fajn, da ga zebe, kot da mu je ful preveč vroče. Ne maram, da mi je preveč vroče, pa ne maram biti zašvican, pa da se mi majice lepijo na telo. In jaz mislim, da bi jaz dobro handlo antarktiški mraz. Poleg tega se mi zdi ful dobro, ker noben tja ne gre in bi bilo ful lajko na Instagramu. Eno mesto, ki si ga obiskal in ti je ostal v spominu? Las Vegas. Po čem? Lani sem šel tja, potem da je ves čas smrdelo po travi, tam je trava namreč legalna na območju mesta in jo lahko kadiš tudi znotraj zgradb in tudi vstopiš v dvigalo, hotela smrdi po travi. Odpreš vrata, vse posod smrdi po travi, meni se to zdelo noro, pa jaz sploh ne kadim trave, vedno sem 2-krat kadil, pa mi je bilo slabo, ampak mi je ta ideja, da je tok liberalen tam svet in da je tam vse dovoljeno ful cool, zelo je glasno in vsi se ožurajo in kar se je meni zdelo ful dobro pri tem mestu je, da so se mi zdeli vsi ful srečni. Tudi najverjetneje zato, ker so bili zakajeni, pa zapiti. Ampak srečni pa so bili in ta sreča je bila zelo prisotna vse posod in sem se danes tam zelo dobro počutil. Ja. No, super. Hribi ali morje? Zdaj je pa kar težka drugače. Hodiš kaj v hribe? Ja, hribi, gledaj, obstaja samo 3 stvari, ki jih Roškar rad dela, ki so povezane s premikanjem fizičnim. Ja. Eno je kolo, kjer se pač res minimalno premikam, pa še to paronici, ki živim sred mesta, tam zdravo na nekaj se ful pretegnem. Drugo so skupinske vadbe, tako bom povedal, jaz sem se ful matral s fitnessom dolga leta, pa imel sem več različnih trenerjev in sem mislil, da so trenerji krivi, da meni ne gre, pa niso trenerji nič krivi, pa da so fitnessi krivi, pa prehranski dodatki, pa zdaj so gotovo, da jaz ne moram tam grihtati. In to zdaj preprostega razloga, zato ker ko sem na fitnessu, so okrog mene sami nabildani neki mladiči, celi čvrsti in napeti in mi tam v glavo delajo neke vaje in jaz ne moram tega prenašati, ni me živčnega delajo. Na skupinski vadba pa sta nam zraven mene definitivno vsaj 2 joži, ko delata slabši od mene in me je to pomagalo. Vsaj 2 sta vedno slabši od mene in jaz to rabim v lifeu. Tak dolg uvod sem pa oprosti naredil samo zato, ker znam to reči, da 3. stvar zraven skupinske vadbe pa kolesa so pa hribi.
In veš kaj, ker jaz ne maram preveč vročine, imam zbral hribe. Super. Ja. Amerika ali Azija? Amerika. Ljubim Ameriko. Lani se bilo nekaj najboljšega, kar se mi je kdaj zgodilo. Super. Največji dosežek v življenju? A se je že zgodil? Jaz si želim, da še kak tak je, a lahko povem dva. Lahko? Eden je, da sem sprejel odločitev, da sem se iz Maribora preselil v Ljubljano in začel gledati na Radio 1, druga pa je, da sem si kupil stanovanje. Jaz pa še mislim, da si je v Ljubljani, ne vem, kaj poznate, ampak v Ljubljani kupiti stanovanje je ekstra zajebana zadeva. Mislim, predvsem se zapufaš, še 21 let bom zapufan, kar pomeni v bistvu do, res ne bom povedal. Ampak flat pa imaš, ne? Imam flat, ampak kao uradno ni moj, ampak je moj, ampak kao ni moj. Ja. Največji fail v življenju? Ga še ni bilo, ne? Veš kaj, ne vem, če je bil kak tak velik fail, ti pa lahko povem enega, ki se je zgodil pred kratkim, pa je bil kar mečkan problematičen. In sicer, ne vem, če poznaš pojem drunk texting, jaz pač sem bolj slišal nekoga drugega, povem, da se ga napiješ, potem pa ljudem pošiljaš stvari, za katere ti je drug dan grozno žal. In dajmo reči, da jaz sem bil, veš kaj, lahko povem eno čist intimno stvar. Jaz sem se pred 2 tednoma v petek sam doma napil. To pa zato, ker mi je en kolega iz Posavja dal domačo žganico in mi smo že v službi nekaj malega spili, potem me je kolegica peljala domov in sem doma še sam, ni bil, da sem zdaj količinsko bolj popil, 2 raki sem že doma stegnil, vseho, korona je, eno leto smo že zaprti domov, bajti, kaj te naj tukaj delam, ne morem nikam iti, pa veš to, da ti je malo toplo pri srcu. In jaz sem to spil in potem me je očitno to malo z zamikom ruknilo in sem malo pred ponočjo določeni osebi poslal par res neprimernih sporočil. In jaz sem zjutraj tu odprl moj telefon in sem samo rekel, to je bil fail. Nikoli ne more, veš kaj je fora, povedal sem nekaj, kar si v resnici mislim, pa bi bilo bož, da si ne, zdaj pa ne moramo nikakor tega več zbrisati za nazaj. Da damage nazaj. Ampak kaj te zdaj, to dela življenje zanimivo, vse dolg čas mini. Da, tako. Trenutna simpatija? Solata. To pa zato, ker nisem zdaj ful nadušen nad njo, se pa zelo spogledujeva in flirtava. Ona pred mano v skledi ful pogosto stoji, nedotaknjena in čaka, da bom na bodo. Jaz si pa več čas zraven razmišljam, kako bi si fucking vsem iz majonezo pa spolje naredil. Drama ali thriller? Drama. Če bi imel možnost nastopati v filmu, kateri bi to bil? Ena prfuknjena komedija, ker bi delali neumnosti, se polivali z barvami ali pa vse raztrgali. Ali pa, vedno me je zanimalo, ali ko razbijajo v filmu neko sceno ali pa vse raztresajo, ali je to samo scena, ali so to dejansko najeli stanovanje, jaz bi imel rad neko sceno, kjer bi vse razbili. To se mi zdi ful dobro. To zavedno verjetno, ne? Ja. Tvoj celebrity crush? A veš, da je bila kakva Pamela Anderson? Samo jaz sem že bil takrat mladič. Jaz sem vem, da je bila na moji steni, ampak ne znam razložiti, zakaj ful je smešno, če ti povem po resnici. Zdaj, ko me ljudje poznajo, si bi rekli, oh my god. Pa takrat sem še bil muc, pa nisem vedel, kaj bi rad. Ja, to je mogoče tudi zato, ker so imeli vsi sošolci in si kao hotel biti cool, si moral imeti Pamela Anderson na steni. Je bil to res moj crush. Revija Bravo pa to verjetno. Ja. Lej, še eno darilo se vam zate. Da si boš lahko malo spočil, preden nas boš zapustil. Spet je nekaj svilenega. Spet, čiste bomo svilo del. Drugač, to ne. Lej, a je fake svila nek Sky ali nekaj takega? Mi smo imeli nekaj Skyastega nekoč že. A se reče Sky je usnjeno usnje, ampak ne pravo. Kaj pa fake svila? A veš, kaj je cenena, ko je fake, ko ni prava? Mešanca. Mešanca. Pač nekaj sem imel in ti moram povedati, da tole, oh my god, to je matching. Ja, meči. Oh my god, a je to za spat? Ja. Zdaj boš lahko imel jutra do 12. Mati moja sveta. Čakaj, zdaj se moram dati po četrtko. Ti je udobno? Kaj sprašujem? Jaz bi imel vse iz svile zdaj doma. Bi? Mogoče še svilene posteljine pridejo, ne? Zaupi nam svoj skriti talent.
Okay. Zdaj, eni so taki, da mogoče niso zdravnost. Zdaj moram izbrati enega, jaz tak nimam filtru, pa mi je načeloma relativno vseeno, zato imam časih malo težave, ker je meni praktično vse enostavno povedati, pa moram paziti, pa se malo bremzati. Ja, veš kaj je moj skriti talent? Jaz lahko pojem cel glaš hrena. Oh. Jaz sem, ljudje tega o meni ne vejo, ampak jaz obožujem hreno. Vsi vemo. In jaz ti tudi moram po resnici povedati, da nisem čisto prepričan, če sem jaz to kadarkoli, zdaj tudi na Instagramu povedal. Meni babica naredi ta zajeban domači hren. To ni tista fancy namaz iz trgovine, ko je smetana, pa se zraven, ko ima samo okus po hrenu. To te zažge po gutu dolne. No, jaz ga lahko na žlico pojem celega. To glaš. Jaz se mi je precej slabo, ampak ne morem se ustaviti. A veš, to je podobno kot brain freeze, ko ješ kak šejk ledeni, pa ga spiješ, pa te možgani, veš, ko imaš brain freeze možganih, se pravi, je na meji z bolečino, pa z neprijetnostjo, ampak ne moreš nehati. Ne moreš no, nehati. tako jaz ne bom pri hrenu. A je to talent? To je ful čuden talent. Bi rekla, da ja. Jaz bi ga kar uvrstila. Tvoja najslabša razvada. Ja, jaz bi rekel, da kar predolgo spanje in pretirana naklonjenost poznemu, sendvičastemu prehranjevanju. Ampak to si rekel, da tega ni več, ne? Zdaj bojo solatke pa tako. Jaz zelo trudim. Zdaj pa eno tako resno vprašanje. Okay. Kaj bi povedal danes 15 let staremu Robertu? Vem, kaj bi mu povedal. Da, ko se ti bo zdelo, da si v ekstra govnu, pa da se to govno ne bo nikoli končalo, bi te rađe naprej povedal, da se bo čisto vsako vedno končalo. In ko boš gledal čez čas nazaj na to govno, se boš ful smejal, počutil včasih malo glupo, ali pa si už rekel, mati sveta, ampak ful ti bo smešno in vsakega govna je enkrat konc. Ampak prav tudi tistega, ko se res rečeš, ne morem se potegniti, razumeš, ko se ti zdi, da ni šans. Govna se kar nekako odsmradijo, stari. No to, da jaz rekel mojemu tamalemu. Ne mojemu tamalemu. Meni. Veš, a ni življenje ful fajn? Itek. Če si Robert, ne? Če si Robert Troškar. Tvoj življenjski moto? Ne jemlji življenja preveč resno. Oziroma vedno bolj postaja moto ne jemlji življenja sploh resno. Zdaj, tako, če bi kdaj oblikoval svojo majico, kaj bi pisalo na njej? Ali bi naprintal gor, ali bi napisal gor, kaj bi bilo to? Po moja raketa. Tipično. Zdaj pa za konec še eno vprašanje, da mi zaupaš, brez česa ne moreš živeti. Niti ne vem, na katerem področju naj začenjam naštevati. Imamo omejeno, ne bom zdaj dal tistega bednega, dolgega odgovora, ko rečeš ja, pa sorodnikov, pa pozornosti, pa ne, definitivno telefona z dostopom do internetu, ampak to ne Nokia, ne, razumete, moram imeti social media applications available. Ne bi mogel, brez tega bi težko živel, mislim, sploh si ne moram predstavljati. Jaz vem, da je to malo žalostno, ampak ne bi mogel. Ampak iskreno. Želim si, da bi lahko brez sladkorja, pa ne moram. Glej, včasih, ko mi gre vse na klinac, pa pojem malo čokolade, mi prav tako, da se prav reče, prav tako mi naredi. Kar je spet žalost, ampak ne moram. Ful bi težko živel brez poli salame. Ampak lahko vem po resnici, da sem enkrat v Aziji 21 dni in jaz sem zadnjih 4 dni sam razmišljal, da bom šel v trgovino pred mojim blokom in bom si naročil žemljo z majonezo, pa s paradajzom, pa s poli salamo. Mislim, da bi mogel biti ambasador za to firmo, oprostite, vem, da zdaj omenjam drugo firmo, ampak se ni konkurenčna vaši, da je vseeno. Oni delajo nekaj čist druge izdelke, tako da je brez veze. In jaz vem, da takrat sva še z bivšo boljšo polovico stopila z prevozom, direktno na ulici in jaz sem samo odložil kufre, pa deževalo je, vse nam je bilo in sem letel v trgovino, ja. Spet je tudi to je malo žalostno, v bistvu, ampak je ful zabavno. A ja, pa ne bi mogel živeti brez glasbe. Mene glasba prav osrečuje, jaz ne vem, če to ljudje sploh čisto zares vejo, kako je meni glasba dobra. Jaz sem ful rad muziko, pa tudi jaz sem ful rad trash muziko 90-ih. Jaz sem rad trash muziko. Jaz sem rad muziko, meni tudi Sebastian Dober reci, da si za, ali pa Drugarice od CCP, meni je tudi to, jaz imam rad trash. Jaz sem po moj kar trash, jaz sem kmet. Pravda imam rad trash.
Ampak to tako iskreno. Le, Robert, za zaključek imamo še eno zate presenečenje. Da boš lahko delil, Da bom lahko delil svojo drugo polovico postelje z nekom. Sweet Dreams, druga je, za 2 vzglavnika. Tako. Zdaj nam pa še zaupaj, s kom boš delil. Ko bi se ti besede pozlatile? Zaenkrat ni nikogar na vidiku, ampak upam, da je to tako zelo markantno vabilo. Tiket, ne? To je pa prav tiket. To je tiket. Pridi pa začuti to svilo. Najdeš me na... Se bova že zmenila. Lahko mi piši mi na Instagramu. Jaz preberem vsa sporočila, tudi tista, ki te grejo hidden messages. Jaz vsa preberem in včasih si mislim, s čem se moram ukvarjati v življenju. Eden redkih. Ja. A se ti lahko zahvalim za danes? A smo že končali? Končala sva, konec je. A ti lahko povem v resnici, kaj si želim? Jaz sem furadnar. Ne, da je to grozno. Ampak jaz si želim, da bi me enkrat nekdo dal tako delice in bi bila škatla in bi bilo tako prav bankovci. A bi bilo prav? Jaz bi prav, da bi imel prav šel bankovcev in bi prav naredil tu mate. Bomo ti za naslednjič eno presenečenje, prav? To ne pomeni, da nisem hvaležna, da bo pomote. Sam pač, mogoče sem med vrsticami malo namignil, da mi enkrat lahko za škatlo znanje. No, mogoče bo uslišano. Hvala ti. Hvala lepa. Koliko je bilo to vprašanj? 30. Res? V bistvu mogoče kakšno več. Ampak tako hitro minil, ne? Pa veš, da jaz dejansko nisem vedel, ne? Po moje bo ljudje misli, da si mi jih povedala naprej. Res, niti enega nisem vedel in meni je to ful dobro. Potrjujemo, niti enega ni vedel. Čisto spontani odgovori in pa iskreni. Prisežem na svoj samskost pa pirbal. Tata vam hvala lepa. Čau, Robert. Mati svet. Saj kaj teče, nisem zdaj doma, ne? Jaz bi zdaj zalegnil, ker tu pa ne morem. Kolot, jutro ob 8 pridejo. Ja pa službo imam. Če je tako mehkasto pa gladkasto. Tu imate luči tu. Jaz si dal kar tole čez glavo. Ja, Robert, okej. Mi gremo, lahko noč. Lahko noč.